500 tisoč medicinskih pripomočkov, industrija, ki zaposluje 800 tisoč ljudi, visoko produktivna delovna mesta, saj vrednost na zaposlenega po ocenah Evropskega združenja Medtech Europe dosega okoli 184 tisoč evrov. Ti kazalniki kažejo, da ima industrija medicinskih tehnologij pomemben gospodarski in družbeni vpliv v Evropski uniji. Na GZS zbornici Medtech Slovenija zato organiziramo že drugi Medtech forum in ponosni smo, da smo s tem vzpostavili uspešno platformo za dialog med vsemi deležniki v zdravstvu, ki že daje tudi konkretne rezultate. Letos bo forum potekal 28. in 29. septembra v Ljubljani v prostorih Zdravniške zbornice Slovenije. Osrednja tema dogodka bo dostopna in enakovredna obravnava uporabnika zdravstvenih storitev, ki je temeljna vrednota in osnova sodobne zdrave družbe. Na forumu bomo odprli dve izjemno pomembni temi, ki zadevata vse deležnike, od industrije pa do vseh, ki v kakršnikoli obliki koristimo storitve zdravstvene oskrbe. To sta na vrednosti temelječa zdravstvena obravnava, katere osnova je digitalizacija, tokrat preko področji diabetesa, kronične rane in preventive. Za primer samo podatek. Povzemamo vir, dr. Petre Dušenovič Bonča. Glede na to, da so se v celoti neposredni izdatki za obvladovanje sladkorne bolezni v Sloveniji v obdobju 2019 do 2022 povečevali v povprečju za 12,5% letno in da izdatki iz naslova zapletov sladkorne bolezni presegajo 50% celotnih izdatkov, zagotovo obstaja veliko možnosti, da z ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi inovacijami naslovimo naraščajoče breme sladkorne bolezni ter regulativa medicinskih pripomočkov. V Sloveniji imamo po podatkih Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke vpisanih v register poslovnih subjektov, ki upravljajo dejavnost prometa na debelo 1832 poslovnih subjektov ter 1506 poslovnih subjektov, ki upravljajo dejavnost prometa na drobno. Po novih uredbah jih je vpisanih le 428. Sedaj pod distributerje se štejejo vsi optiki, lekarne, slušni centri, torej se ne ve točno, kdo res nastopa na trgu, ali vsi, ki niti ne vedo, da bi se morali vpisati, izpolnjujejo aktivnosti vigilance, sledljivosti, preverjajo skladnost medicinskih pripomočkov, ki se dajo na trg in tako dalje. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke poziva k vpisu v register, obveza pa to ni, ker nacionalna zakonodaja v Sloveniji ni urejena. Nadzor se namreč lahko vrši samo nad vpisanimi poslovnimi subjekti. Medicinski pripomočki in vitro medicinski pripomočki so pomembni za varovanje javnega zdravja in ker je to področje neurejeno, vzbuja skrb, ali pacient res dobi skladen, varen in učinkovit medicinski pripomoček oziroma in vitro medicinski pripomoček. Udeleženci bodo skupaj z več kot 20 domačimi in tujimi predavatelji ter gosti okroglih miz osrednjo temo obravnavali skozi prizmo regulacije, ki v Sloveniji žal ne sledi dinamiki razvoja trga, pa tudi digitalizacije ter na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave. Več informacij o programu najdete na spletni strani GZS zbornice Medtech Slovenija, kjer se lahko tudi prijavite. Vljudno vabljeni.